Super, hvala, Katja. Jaz bom pa predstavil neizkoriščene priložnosti digitalnega marketinga, predvsem v luči vavčerjev digitalnega marketinga, digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije. Najprej, če si malo pregledamo agendo, najprej se bomo dotaknili digitalne transformacije, potem si bomo pogledali, kaj vse vsebuje digitalni marketing, pogledali si bomo trenutne trende, ki so v letu 2020 aktualni za digitalni marketing. Dotaknili se bomo tudi vpliv pandemije virusa COVID-19 na digitalni marketing, nato pa bomo naredili neko vrednotenje oziroma pregledali, kako uspešni oziroma učinkoviti in kje lahko se še izboljšajo vavčerji digitalnega marketinga. Kot smo že slišali tudi v preteklem predavanju, je digitalna transformacija in digitalizacija poslovanja je tukaj, izogniti se ji ne moremo. Kvečjemu jo lahko sprejmemo in jo skušamo čim boljše vpeti v naše delovne procese, v naše podjetja. Digitalna transformacija je proces, proces, ki stalno poteka, lahko jo pa razumemo celo širše kot samo digitalizacijo poslovanja. Obsega pa vključitev digitalnih tehnologij v vse procese podjetja, razlikuje se glede na potrebe in zahteve podjetja. Samo ena rešitev ni ustrezna za vsa podjetja, vsako podjetje mora najti svoj način, svojo pot do uspešnega procesa digitalne transformacije in svojega poslovanja. Pomembna pa je tudi, ker se dotika istih področij, kot jih bomo potem naslovili na področju digitalnega marketinga. To so izkušnja kupca, kupcu poskušamo ponuditi najboljšo izkušnjo, spreminjajo in ustvarjajo se novi poslovni modeli, potrebno je ustvariti digitalno kulturo oziroma jo okrepiti, potrebujejo se novi kadri, kadri potrebujejo nove veščine, nova znanja, pridobiti moramo tudi take kadre. Vse splošno pa je vpeljava IKT tehnologij v vse vidike poslovanja. Kaj vse sploh obsega digitalni marketing? Včasih se tega verjetno tudi ne zavedamo. Ena izmed takih zanimivih predstavitev je recimo digitalni marketing transit map podjetja Gartner, sliko vidimo na desni strani, ki prikazuje kot področje digitalnega marketinga kot nek načrt mesta z vsemi progami javnega prometa. Največjo težo imajo področja, kot recimo soseske, kot so mobilnost, obdelava podatkov, spletne operacije, sam dizajn, operacije marketinga. Ta področja, te soseske povezujejo proge, to so v bistvu aktivnosti. To so lahko uporabniška izkušnja, prodaja, analitika podatkov, izdelava strategij, iskanje po podatkih. Podjetja in postaje, podjetja in produkti podjetij so prikazani kot postaje na teh poteh, skupaj povezuje pa jih digitalno stičišče, DMHub na sliki, kjer je omogočen prehod med različnimi aktivnostmi, izmenjava informacij in tudi vseh skupnih aktivnosti. Digitalni marketing vpeljuje spremembo v poslovnih modelih trgovin. Fizične trgovine, to se pravi trgovine iz betona, železa in stekla, izgubljajo vrednost oziroma primarno vlogo napram spletnim trgovinam. Vedno več je spletnega nakupovanja, imamo mobilne naprave v žepih, trgovine so nam vedno na dosegu roke, pa tudi nismo omejeni z njihovimi urami delovanja oziroma kdaj so trgovine sploh odprte. Z digitalnim marketingom vplivamo tudi na obnašanje in nakupovalne navade kupcev. Na digitalni marketing vpliva predvsem demografija uporabnikov, s kod prihajajo njihove starostne skupine, izobrazba, družbeni položaj.
Dodaten vpliv je tudi sam vpliv družbe, spletnih vplivnežev, različnih virov, kje dobijo ljudje svoje informacije, predvsem pa so uporabniki vedno bolj tehnološko izobraženi. Če si pogledamo, kaj nam prinese tehnološka izobraženost kupcev. Kupci znajo pridobivati informacije, ni jih strah oditi na splet in poiskati neke informacije. Hočejo pa kakovostne informacije, na podlagi katerih se bodo potem lahko odločili za nakup oziroma izbiro boljšega produkta, boljše storitve za njihove potrebe. Obenem želijo tudi preizkusiti nove tehnologije. Ne bojijo se preizkusiti nekaj novega, da bi ostali samo na nekih poznanih klasičnih pristopih, ampak želijo ravno preizkusiti neke novosti, želijo biti v koraku z novostmi. Obenem pa ne želijo sprejemati kompromisov, želijo si najboljših kakovosti, najboljših storitev za svoj denar. Vsekakor pa iščejo dobro uporabniško izkušnjo, ki je včasih odločilna pri tem, ali bodo izdelke oziroma storitve kupili v eni trgovini ali bodo odšli rajši v drugo trgovino. In na splošno jih ni strah zamenjati ponudnika storitev oziroma trgovine izdelkov. Trendi digitalnega marketinga so pač stalno spreminjajoči, izpostavimo le nekaj mogoče takih najbolj pomembnih oziroma takih, ki jih velikokrat potrebujemo oziroma jih moramo tudi vključiti v same izdelke digitalnih vavčerjev digitalnega marketinga. Ena izmed njih je zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje, ki je personalizirana. Da to niso le neke generirane vsebine, ampak da dobi kupec občutek nekega osebnega odnosa, s katerim se lažje poveže z svojo trgovino, svojim prodajalcem, ponudnikom storitve. Vedno veča se in vedno bolj pogosta je uporaba agregiranih podatkov kupcev, podatki prihajajo iz različnih virov, dodatno se implementira tudi uporaba AI-ja, ki je lahko včasih tudi dvomljiva in pa skrbi za dodaten vir podatkov oziroma kako lahko še izboljšamo uporabniško izkušnjo in samo prodajo tudi. Mobilne storitve in glasovno upravljanje so trend, ki sta na pohodu. Mobilne telefone imamo vedno s seboj, so naši stalni spremljevalci, zato so nam tudi storitve in ponudniki vedno na dosegu roke. Glasovno upravljanje, sploh upravljanje preko raznih osebnih pomočnikov, pa je tudi nov trend, ki se uvaja. Mogoče so nekateri jeziki tukaj malo zapostavljeni, kot tudi slovenščina je med njimi, ampak to nakazuje se trend, ki bo vedno bolj prisoten. Pomembna je promocija z video vsebinami in vsebinami, ki jih je mogoče deliti. Ljudje hočejo deliti, všečkati in izpostavljati vsebine, ki so jim pomembne. Opažamo tudi dodatno uporabo AR in VR rešitev, to se pravi rešitev navidezne in obogatene realnosti, ki nam lahko ponudijo še nek dodaten plus in neko dodatno vrednost za uporabnika. Pomemben trend je tudi varnost storitev, kako zagotoviti varnost storitev, da bodo varne, podatki bodo pravilno zavarovani in kot smo slišali že v prejšnjem primeru, menda celo 90% podjetij, ki so imela problem z nedovoljenim posegom v njihove podatke, so zaprla svoje poslovanje. Pomembno pa je tudi skladno z GDPR regulativami. Nažalost ne moremo mimo vpliva pandemije virusa COVID-19, ki je povzročil zaprtje fizičnih trgovin. Kar naenkrat so postale zelo aktualne spletne trgovine in spletna možnost ponujanja spletnih storitev in spletnih produktov preko spleta. Izpostavljajo se vse slabosti
strategij digitalnega marketinga, ki prej niso bile tako pereče, ko so obstajale še fizične trgovine, kar naenkrat pa se je vsaka napaka v digitalnem marketingu zelo potencionirala. Pomemben je za podjetja je bil pomemben doseg kupcev. Ali so sploh prisotna na spletu, ali jih kupci lahko najdejo, kje jih najdejo, kakšna interakcija imajo s kupci, ali so vzpostavili zadosten stik z kupci, ki so še vedno zveste stranke njihovega podjetja. Ne smemo pa pozabiti tudi na optimizacijo v spletnih iskalnikih, se pravi SEO optimizacijo, kjer pa je pomembna tudi lokalna optimizacija, ne samo globalna, saj smo bili predvsem vezani na lokalna področja, kar je bil tudi problem z samo dostavo kupljenih izdelkov, če so bili to fizični izdelki. Vsekakor pa je pandemija tudi priložnost za razmislek in iskanje nekih novih poslovnih priložnosti, ki jih bomo vpeljali oziroma ki se bodo vpeljala v podjetja, ko bo pandemija minila in bomo boljše pripravljeni na podobne primere. Če izpostavimo samo primer podjetja IKEA, kako tudi največja podjetja, svetovna podjetja niso imuna na vpliv pandemije virusa COVID-19. Podjetje IKEA je v zadnjem času veliko vlagalo v digitalni marketing, a rezultati tega niso pokazali. Vpeljali so celo storitev Click and Collect, ko v bistvu uporabnik nas preko spleta izbere oziroma kupi izdelek, potem pa ga sam prevzame na nekem spletnem mestu. A storitev je imela kar nekaj težav, saj so uporabniki oziroma kupci dobivali nasprotujoča si obvestila o dobavljivosti, kar naenkrat so prejeli sporočilo, da izdelka ni mogoče več dobaviti. Zaradi tega je posledično trpela služba za stike s kupci. Zgodili so se pa tudi primeri, ko so ljudje prišli nekaj 100 kilometrov daleč do trgovine, da bi prevzeli nek produkt, a so ga na žalost razprodali ravno pred njihovim prihodom. Zdaj pa, če si malo podrobneje še ogledamo vavčerje digitalnega marketinga, digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije. Vavčerji digitalnega marketinga spadajo pod vavčerje za digitalizacijo. V vavčerjih digitalnega marketinga je mogoče dobiti sofinanciranje za spletne strani, vzpostavitev spletne strani, spletnih trgovin, mobilnih aplikacij ali rezervacijskih platform. Na splošno smo v pregledu vavčerjev digitalnega marketinga lahko podali, da je ocena izdelkov vavčerjev zadovoljiva. Do 15. septembra letošnjega leta je bilo pregledanih 1273 različnih izdelkov. Naj bo to trgovin, naj bo to spletnih strani, mobilnih aplikacij ali rezervacijskih platform. Po zastopanosti so prevladovale primarno spletne strani, sledile so spletne trgovine, nato rezervacijske platforme in v najmanjšem deležu mobilne aplikacije. V času pandemije, se pravi v mesecu marcu in aprilu predvsem, smo opazili porast ocenjevanja spletnih trgovin in tudi število tehničnih vprašanj o ustreznosti in možnostih spletnih trgovin se je v tem času povečalo. Če kar se preidemo na oceno stanja vavčerjev spletnih strani, ki so bile najbolj pogosto ocenjevani izdelki digitalnega marketinga, smo opazili, predvsem tudi z vsemi izdelki, da se je z združevanjem različnih vavčerjev, recimo vavčerja za spletno stran in vavčerja za spletno trgovino, se je ustreznost nižala z večanjem števila združenih vavčerjev. Posledično so izdelki niso bili več ustrezni z smernicami
digitalnega vavčerja, saj tudi smernice velevajo ločeno ocenjevanje v primeru združevanja izdelkov, pa se je zabrisala meja med recimo, kaj je spletna stran in kaj je sedaj spletna trgovina. Če se usmerimo čisto še na ugotovitve, gostovanje in domene so bile primarno ustrezne, večjih posebnosti nismo zaznali. Pogosta je bila formalna neustreznost, ko podjetje oziroma izvajalci niso navedli potrebnega navajanja sofinanciranja in ustreznih logotipov. Pogosto pa se je zgodilo, da so podjetja tudi malo pozabila na samo vsebino oziroma kakovost vsebine. Pozabljajo, da ne prodajo le produkta, ampak tudi doživetja. Nekatere spletne strani so bile vsebinsko skope, druge pa multimedijsko kar prebogate. Odvisne so seveda bile od tega, ali je to za podjetje zdaj prva spletna stran, ali je to nadgradnja že večletnega grajenja digitalnega marketinga in je to le nek korak k boljšemu nudenju uporabniške izkušnje in boljši prodaji in uspešnosti podjetja. Predvsem pri multimedijsko bogatih spletnih straneh se je opazil tudi že vpliv na hitrost delovanja. Spletne strani so se zdele počasne, tudi izmerjeno je bilo počasno delovanje. Predvsem je bilo krivo za počasno delovanje neustrezno prilagajanje vsebin, predvsem slik, ki so bile prevelike oziroma neustreznega formata. Velikokrat pa je bila v uporabljenih temah neuporabljena oziroma celo odvečna koda, pogosto JavaScript koda, ki je zavirala nalaganje strani in hitrejše izvajanje same spletne strani. Dodaten nivo so bili tudi neustrezni SSL certifikati v primeru, ko so podjetja želela pridobiti razne osebne podatke uporabnikov oziroma obiskovalcev spletne strani in niso ustrezno zaščitila oziroma zakriptirala teh podatkov. Dodatno je bilo tudi še neupoštevanje zakonodaje, GDPR zakonodaje, ker podjetja niso navedla, katere piškotke uporabljajo oziroma zbirajo, kaj se zgodi s podatki, kdo jih varuje oziroma kdo jih upravlja in podobno. V oceni mobilnih spletnih trgovin so podobne pomanjkljivosti spletnim stranem. Dodatno pa lahko rečemo, da so bile ugotovljene še predvsem neustrezni opisi izdelkov, pogosto zelo kratki oziroma nejasni opisi izdelkov, ko se kupec ne more sploh orientirati in oceniti, kaj ta izdelek ponuja. Dodatno nova slabost in možnost, na kateri so se izgubljali potencialni kupci, so neustrezna izvedba nakupovalne košarice, ki niso omogočale ustreznega oziroma uporabniku prijaznega dodajanja novih izdelkov, odstranjevanja izdelkov in povečevanja izdelkov, recimo. Kar pa je posebej izpostavila tudi pandemija, je bila neustrezna vključenost načinov plačila. Tukaj mislim predvsem tudi takojšnjega plačila na daljavo, kot so to storitve tipa PayPal ali pa bančne in kreditne kartice. Imeli smo primer, ko je podjetje v komunikaciji jasno izrazilo, da so šele z uvedbo plačila z kreditnimi karticami ugotovili, kako pomembno je sedaj to način plačila za njih, da imajo veliko večjo prodajo in da bi morali ta način plačila že uvesti pred kar nekaj časa nazaj. Dodatno so recimo
so nas obvestili oziroma so nam pojasnili, da je pač njihova nova spletna trgovina pomeni za njih tudi napredek v samem delovnem procesu. Delovne naloge trajajo manj časa, imajo večjo kontrolo nad sami postopki naročil, ali so bili produkti dostavljeni in tudi kako lahko delajo promocijske akcije in sama interakcija z uporabniki. Mobilne aplikacije so bile v bistvu najmanj izkoriščen vavčer digitalnega marketinga, primarno za Android operacijski sistem, manj za Apple iOS operacijski sistem, verjetno zaradi večjega razširjenosti naprav Androida in pa tudi lažjega razvoja. Opazili smo predvsem neustrezno nalaganje mobilnih aplikacij, kjer si je marsikatero podjetje skušalo olajšati pot kar z direktnim nalaganjem APK-datotek, namestitvenih datotek, ki si jih naj bi uporabnik prenesel z njihove strani. A tukaj se postavlja varnostno vprašanje, saj so tehnično bolj neizkušeni uporabniki postavljeni v varnostno tveganje, ko morajo zaupati spletni strani in je boljša oziroma bolj priporočljiva varnostna rešitev z oddajanjem aplikacij v spletno trgovino aplikacij, recimo Google Play. Predvsem pa smo opazili možnosti za izboljšave in neizkoriščenost komunikacijske platforme same kot mobilne. Pač mobilna naprava je naš stalni spremljevalnik in premalo je bilo te možnosti komunikacije, deljenja vsebin. V nekaterih primerih pa je bila tudi sama vsebinskost vprašljiva, saj je bila vprašljiva ponovna uporaba aplikacije po prvi namestitvi. Če si na koncu ogledamo še rezervacijske platforme, rezervacijske platforme v bistvu razširjajo delovanje spletnih trgovin, imajo podobno zasnovo kot spletne trgovine, naslavljajo pa tiste poslovne modele, ki jih spletne trgovine ne morejo oziroma niso ustrezni za spletne trgovine. Ugotovili smo, da so pogosto nerazumljive oziroma niso bile dobro razumljene, saj se je pogosto njihova funkcionalnost znižala le na vpis elektronskega naslova in pa izbire datuma, ko se bo storitev izvajala oziroma ko bi se nekdo naročil na termin oziroma na sestanek. Drugo problematično področje je bila uporaba rezervacijskih platform v turizmu, kjer so pogosto že v veljavi obstoječe profesionalne platforme, ki obravnavajo vse, od same rezervacije, izdaje računov, plačila, promocije. Take platforme so prepoznane kot portali za večje deljenje vsebin in so neustrezne z smernicami DIHA. Podjetja pa so predvsem naredila le neko majhno spletno stran, ki je bil obrazec za rezervacijo termina, nato pa je bil uporabnik preusmerjen na to profesionalno platformo, kar se izkaže za neustrezno. Na koncu lahko naredimo sklep, da so v večini bili izdelki vavčerja digitalnega marketinga ustrezni, imajo pa še veliko možnosti za izboljšavo. Hvala za pozornost. Gregor, najlepša hvala. Prosim? A si končal? Sem. V redu. Najlepša ti hvala za tvoje predavanje. Prav tako bi se rada zahvalila tudi vsem ostalim predavateljem. Jaz mislim, da smo s programom zaključili. Zahvala bi se tudi našim udeležencem naše spletne